Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Zajtrk pri Andreji. Tokratna gostja je izredno energična, simpatična pevka, ki je že 5-krat napolnila Cankarjev dom, 3-krat zmagala na Slovenski popevki, 2-krat na Hit festivalu, 1-krat na Melodijah morja in sonca in 1-krat na Emi s pesmijo Energy, ne, ni res. In 23 let je že na samostojni glasbeni poti, lahko pa rečemo, da poje že od osnovne šole. In ravno pesem Energy, s katero nas je zastopala na Euroviziji in zasedla veličastno 7. mesto, letos beleži že 20-letnico njenega glasbenega ustvarjanja. In kaj pripravlja ob tej 20-letnici, kako je preživela korono in kaj se ji dogaja, to nam bo povedala naša gostja, ki jo prav prisrčno pozdravljam. Dobrodošla in lepo pozdravljena Nuša Derenda. Živijo, lep pozdrav. Če rečeva drugače, Nuša, 37 let si nastopala za Silvestrovo na odrih. In to je bilo letos prvo leto, ko v resnici si bila doma, kaj si delala? Ja, celo to obdobje je bilo res posebno zame, zadnjih 37 let, res lahko rečem. Tako da ja, uživala sem v bistvu, doma sem bila. Mogoče sem si to potihem želela že pogosto, že pretekla leta, ne? Da bi bila kdaj tudi doma, pa z družino, pa da bi skuhala, pa da bi imeli lepo večerjo, pa tako, ne. Ampak pač, ko padeš v ta vrtinc glasbeni, teh nastopov in tako naprej, pač moraš delati, ko je. Ampak poglej, prej si imela na leto po 150, 200 nastopov in potem čez noč nenadoma se nastopi ustavijo, jih ni več. Kako je bilo zdaj to? Kakšen je ta občutek? Je bil kar šok, ne. Lansko leto sva z možem praznovala 25 let poroke in sva rekla, bova šla pa malo na potovanje. Po dolgem času. Po tolikih letih si pa res lahko prvošla. Ne. In najprej sva hotela iti v Avstralijo, pa so bili požari, pa nisva mogla. Potem sva šla na Tenerife in potem sva šla še smučati. Vmes sem nekaj malega nastopala, ampak potem pa ja, vedno bolj korona, COVID-19. In pol, malo je bil šok, ne, seveda je bil šok. Pa sem si jaz mislila, ok, bomo že malo, bomo pa počivali, pa po eni strani je v redu, ne. Potem pa kar ni konca, ne, pa kar ne vidiš nekako neke svetlobe, ne, na koncu tunela. No, in ja, mislim, ni prijetno, ker časi se spreminjajo in ta COVID je marsikaj spremenil, tudi v naših glavah, ne. Tako da, ja, jaz kljub vsem gledam pozitivno in gledam ta čas, da ga izkoristim mogoče za druge stvari, za katere mi je prej primanjkovalo časa, ne. Lahko pa obujava spomine na tisto energijo, ki jo znaš ti ustvariti, ko si na odru. Spominjam se, v moji 10-letnici si zapela, ko smo imeli 10-letnico podjetja, si res tako močno energijo zapela pesem Simply the Best od Tine Turner in to je skar vse tlele poskočilo. In ti si znala tudi, so rekli včasih bolj v rosnih letih, in tudi na mizo, pa zaplesati, pa si naredila pravi žur. No, kaj bomo pa zdaj v tej energiji in občutkih rekli? Ja, veš, ta energija je v tebi, ne. To je to. Jaz sem se rodila s tem nekim talentom, plus da imam rada ljudi in rada zabavam tudi ljudi na nek način. In vsa ta leta še, ko sem po Nemčiji, Švici pela, preden sem tle samostojno kariero začela, je bilo treba veliko dati od sebe. Se pravi, ti si tam, da zapoješ, da zabavaš ljudi na nek način in to sem jaz, takrat sem veliko izkušenj pridobila, da sem potem nekako tudi znala oceniti publiko svojo, kaj rabijo. A rabijo zdaj nekaj romantičnega, a rabijo zdaj nekaj energičnega, no vse zadnje, če rabijo, da zajodlam, ne. Ker jaz se pač rada prilagajam, ne. Nekdo pač, kak drug pevc, bo rekel, jaz pojem samo svoje komade in to je to. In grem za 5, 3, 4 ali pa 1 uro koncert in to je to. Jaz sem pa dolga leta vztrajala, jaz sem imela svoj ansambl, s katerim smo igrali tudi poroke. Jaz mislim, da sem še en dan, en večer
prej, preden sem šla v Kebenhavn na Dansko, na Eurovizijo, sem pela na poroki v Šmarjeških Toplicah. Tako da je band potem še igral malo naprej, jaz sem šla pa že domov, da sem se naspala in da sem šla naslednji dan že na letališče. Ne. In pač nisem mogla z tega primeža ven. Jaz nisem se mogla ustaviti pa reči, ok, zdaj pa dovolj s tem, ne. Ker sem imela še vedno tisto energijo. Ker sem imela zraven sebe tudi vedno Franka, ki pa tudi nikoli ni rekel, ne, ti boš pa zdaj počivala, malo pa boš doma, ne, pa tako, ampak ne, gremo, dokler je. In nekako, ne vem, na nek način je to tudi mogoče zdravilo za mene, ne, da me ohranja živo, ne, in da ne zgubim tiste iskre. Ne. In ta energija se je čutila tudi recimo v Cankarjevem domu, 5-krat napoved Cankarjev dom je tudi nekaj izjemnega. Ja, tako, jaz sem svojo kariero začela dejansko z festivali. Ne. Čist prvo leto je bila oddaja Orion, ne, ki je bila ene vrste odskočna deska, ker tam so se lahko pokazali mlajši oziroma še neznani izvajalci. In to je bila moja odskočna deska. Ne. Takrat so me spoznali in potem sem šla še na naslednjo EMO. V bistvu sem tisto leto bila tudi sprejeta na EMO, ampak me še noben ni poznal, to je bilo še pred tem Orionom. Pa sem bila noseča, ne vem, če sem to kdaj, povedala sem že velikokrat, no. Skratka, imela sem 2 dni pred tisto emo rok za roditi, ne, Gašperja. In seveda sem odpovedala, ne, ampak ja, mi je pa bilo to ena, bom rekla tako, ena spodbuda, da se pa mogoče vseeno bo kaj zgodilo, ker jaz prej nisem niti verjela, da bi meni uspelo nekako prodreti na to glasbeno sceno slovensko, ne, ker sem bila vedno bolj anonimna na odrih, takšnih in drugačnih, kot pevka enega ansambla. Ne. In potem sem festivali, EME, razni tako in potem 2006 ne, sem se nekako odločila za prvi samostojni koncert, ki bi ga rada imela v Cankarjevem domu. Gala koncert, ne. Te koncerti so bili vedno promocijskega značaja, no, tako da ljudje vidijo, da še delam, da pripravim res vedno en poseben repertoar, se pravi, da delam, da sem živa, da sem še tu. To je bilo to. Ni bilo pa zdaj to, da bi pa jaz delala 20 koncertov na leto in pričakovala, da bom jaz imela vedno 1000-2000 ljudi na koncertih. Ne. Ampak sem potem veliko nastopala tako na raznih dogodkih, kjer so me povabili. No, ampak če v bistvu zdaj si omenila, nisem verjela, da bom lahko tukaj uspela, ali pa si nisi predstavljala, kaj bo bila tista glavna točka ali pa prelom ali pa push, ki ti je dal to spodbudo, recimo, a ste doma, ali si sploh sama zaznala, ali si že toliko nastopala, da so te vseeno ljudje poznali, pa mogoče nisi imela tega občutka? Ja, v Brežicah in okolici, ne, v Posavju so me že kar dobro poznali, ne, kot pevko novih prijateljev, ne, ker sva bila skupaj s Frankom že. Potem smo šli pa v Nemčijo, Švico, smo bili pa Caravans, ne, in s to skupino smo potem tudi pogosto igrali na kakšnih plesih, ne, Pust, Novo leto, obrtniški plesi in tako naprej. In nekako smo zadovoljili tisto publiko, no, dali smo jim od narodno-zabavne glasbe do šlagerjev, do malo bolj pop-rock komadov in tako naprej. In vedno jim je bilo všeč, jaz sem se recimo dostikrat zrihtala v frak, pa cilinder, pa zapela New York in sem šla tudi na mizo. In to so si vsi, toliko ljudi je še zdaj, ko mi reče to, ko se spomni za nazaj, ali pa na kakšnih maturanskih plesih, koliko je bilo pa to dobro, ti si šla pa kar na mizo. To ni bilo tisto na mizo, da bom pa zdaj tukaj plesala, pa to, ampak to je bil del točke, ne. To si mogel narediti, ne, pa še, da so me videli, ne, ker sem bolj mehna. Veš, ne. A to danes bi še šla na mizo, a gre še? Ja, ne. Zdaj pa ne. In kaj si zdaj v vsem tem času delala, ko je bila korona? Malo si tudi ustvarjala, ste z družino kaj peli, ste si naredili svoj studio. Kaj je bilo zdaj v koroni? Najprej mogoče ustvarjalni del, pol pa prideva še na kakšno kuho. Ja,
glede ustvarjalnosti sem jaz potem, mogoče sem se malo ustavila, sem rekla, bomo videli, kaj bo. Ne? Smo pa, veliko je bilo povpraševanje, ne vem, iz raznih koncev ali pa televizij, ali pa da posnamem ali ne vem, kak intervju preko Zooma, ali pa da se kaj posnamem doma, kako me Frank spremlja, ali pa da s sinom zapojem in tako naprej. In potem smo nekaj časa malo ustvarjali, smo si naredili tak improviziran studio v garaži, ker drugače nimamo doma studija, ne. No in smo potem malo sva pela z Matevžem, s tem sinom, ki rad poje. Tako da smo, ne, ampak meni je bilo to skoraj malo vse že kar odveč, no, priznam, ker sem rekla, joj, pa zdaj se moram zrihtati, jaz se moram vsem zrihtati, ne. A veš, pa namazati, pa kaj bom oblekla, pa kako bomo posnela, bo dobra luč, ne, veš, to je vse improvizacija, hočeš pa dobro zgledati, ne. No, tako da nekaj smo delali, v bistvu vmes zdaj imam pripravljeno celo že eno skladbo, ki jo bom tudi v kratkem izdala, spet en duet, ne vem, ne bom povedala še. Lahko poveš? Ne bom še, ne bo še malo skrivnost. Okay. Ja, no, tako da ja, nekaj ustvarjam in vseeno sem rekla, pač malo moram peti, malo moram delati, da bo potem, ko se malo sprostijo te ukrepi in tako naprej, upam, da bo potem spet malo zaživelo, ne. To je bilo zdaj v bistvu en del je bil malo ustvarjanja, pripravlja si, kaj pa si drugi del, ko ste delali v času korone? Drugi del je bilo spanje, hoja, športanje, potem pa seveda toliko kruhov, ko sem jih lani spekla, jih nisem v življenju. Delala sem potico, delala sem marmonad kolač, delala sem sirove jabolčne zavitke, kuhala, vsak dan sem se že zjutraj ali pa že prejšnji večer so se pogovarjali, kaj bomo pa jutri jedli, pa sem šla malo v nabavo, ne veliko, ne, spet smo tako, 2-krat na teden smo šli v nabavo in če se le dalo, ne, nisem hodila okrog. Skratka, ja, veliko sem bila v kuhinji. Ja. V bistvu ravno to, kar si rekla, da rada kuhaš, ne? Si končno imela čas, ja. Ne bo šel do izraza in celo enkrat si se pohvalila, da spečeš zelo dober kruh. Ja, meni je dober. Ne, tudi moji so rekli, da je dober. Ampak te moji kruhi so skoraj vedno drugačnega naredim, ne? Tako da preizkušam razne recepte in nisem se še odločila, kjer je tisti moj najljubši recept, ne? Ker imam vedno rada nekaj novega, tudi da se jaz malo eksperimentiram in to. Evo, tako da to je to, ne. Pa bila sem tudi na eni operaciji, tako da vmes sem še to zrihtala. Točno, imela si operacije na roki, ne? Ja, na roki sem imela, ja, tukaj so mi imeli. Ker v resnici si zdaj tudi imela čas, da si ti lahko v miru zdravi? Ja, tako je, tudi sem nekako bolj čutila te bolečine, pač obraba. In sem šla slikati in so mi rekli, da boljš ne bo, ne, in tako da sem rekla, ja, pa najboljš, da grem zdaj, ko nimam toliko dela, ne. Je pa bilo kar naporno potem v kuhinji delati, jaz bi rada več potem, ne, sem pa morala malo počivati, oziroma me je kar malo bolelo, dokler nisem razgibala, tako kot treba. Bravo. Vsaka stvar je za kaj dobra. In letos, ko se zdaj rekla, si pripravljaš novo pesem in hkrati beležiš tudi 20-letnico pesmi Energy. Ja. Kaj pa pripravljaš, recimo? Neke stvari pa si že v mislih imaš, ne? Joj, ja zdaj glede na to, da bom imela novo skladbo, mislim, da ne bom tako velikega poudarka dala tej 20-letnici, no. Razen, če me bodo kaj spraševali ali pa če bom, mislila sem, celo imam en posnetek, ki bi ga rada še malce dodelala, skladbe Energy, ne, ni res, oboje v bistvu rada zapojem in v slovenščini in v angleščini, ne. Ja, ko smo jo naredili priredbo ob tisti 20-letnici v tangu, ne. Tako da je zelo zanimiva verzija, ampak bom videla, kje jo bom lahko predstavljala, no.
tako da to ja, drugače pa. Mogoče bom videla, no, jaz sem malo bolj lena, kar se tiče teh družabnih omrežij, ne, pa Instagrama, pa tako naprej. Spet tisto, veš, moraš se zrihtati, moraš se... Čeprav nisem jaz tako grozna, ampak dobro, se veš, ne. Moraš se pripraviti za te stvari tudi, ne, to ni kar tako. Ne, in s tem tudi kažeš spoštovanje v resnici do ljudi. Kdor se s tem ukvarja, kdor veliko daje prispevkov raznih in fotki in tako naprej, moraš zelo tudi razmišljati, kaj boš napisal, povedati na pravilen način, kaj razmišljaš, ne, in tako da ni to kar tako. Je pa, imam pa veliko materijala, dejansko iz, recimo, ravno z te Eurovizije, Eme in Eurovizije in vse, kar je s tem povezano, ne. Veliko je spominov, veliko je fotografij, veliko dogodkov, ne, ki se jih rada spominjam, ne. To je zanimivo, ko si omenila, da imaš veliko teh stvari posnetkov, ko smo pred kratkim skupaj gledali en tvoj posnetek, ne, si mi na koncu izdala, da se zelo težko gledaš. Po vseh teh letih nastopanja, pa si je res vedno tudi brezhibno urejena. Rečeš, jaz se zelo težko gledam. To je običajno za tiste ljudi, ki manj nastopajo, ne? Veš kaj, jaz rada pojem, ne, in jaz, recimo, velikokrat sem imela koncerte, ki so mi bili super. Moraš dati kar velike energije, da Slovence predvsem malo dvigneš, ne, in da se oni sprostijo in da ti začnejo tisto energijo vračati, ne. In ko to dosežeš, to je nekaj najlepšega, ne. In jaz bi pri tem ostala, veš, jaz to ne bi potem analizirala za nazaj in to, meni je bil važen vedno tisti trenutek, ne, da se imam fajn. Drugo je pa to, ne, ti si javna osebnost, ti se pojavljaš in jaz sem pač imela vedno tist mal ne samozavesti, ne, mogoče kar se tega tiče, poleg tega, ne, da sem zelo nizke postave in to in potem, odvisno kaj oblečeš, ne, s katerega kota te snemajo, s katerega profila, potem jaz sem tako zelo, bom rekla, temperamentna, ne, jaz krilim z rokami, se vidiš, ne, ko se pogovarjava, jaz nisem tista umirjena in tako naprej, ne, in potem imam seveda razne grimase delam in zato se seveda potem ne rada gledam, pa tudi glas, ne vem, tudi bi rekla, pa dej, zakaj tako na glas govoriš, dej se umir, dej bodi, a veš, mogoče bi morala iti k tebi malo v šolo. Ne, zelo dobro nastopaš. Javnega nastopanja. Ne, zelo dobro nastopaš tukaj. Predvsem pa jaz mislim, da vseeno na koncu je najbolj pomembno, da si to, kar si. Ker če se pa pretvarjaš, pa jaz mislim, da je slabše. Mislim, da je ključna stvar, da ostaneš, ker si in ti imaš čudovito energijo in ostanva pri tem. Omenjala si veliko ješ, veliko si pekla. Kako pa ti uspe ohranjati tako fit postavo? To pa nam zdaj moraš izdati. Veliko je. Ne ravno tako veliko naenkrat, ne, ampak ja, jaz sem gurmanka, ne, in rada se družim in rada klepetam in rada jem tako počasi in rada preizkušam različne stvari. Predvsem mi je pomembno to, da imam raznoliko hrano, ne, in da gledam malo tudi na to, kaj bom zdaj skupaj pojedla, ne, koliko, če bom meso in krompir skupaj jedla, to ne bo najboljš, ne, potem rajši izberem solato pa meso, pa se glih tako najem, ne, ampak ko se mi pa zahoče krompirja, ga bom pa tudi pojela malo več. Potem imam pa kakšne dneve, ko pa pazim, pa malo več, bolj proteine pijem ali pa mislim, ne, pa telovadim, ne, seveda dosti telovadim, no, to moram reči, da sem bila tudi kar pridna v tem, ne, COVID času, veliko sem hodila. In to s palcami, to imam srečo, da sem doma tam, kjer ni tako obljudeno, ne, tudi travniki ali pa, ne vem, te poti, po teh gričkih naših posavskih, tako da ja, tudi to, ne, seveda, to eno z drugim, ne, se pravi, če sem šla na 3-urni, ne vem, sprehod, ne, in tako, da sem se res ogrela, ne, potem brez skrbi poješ eno kosilo. Tako konkretno, ne. Malo pazim na hrano, ampak ko je lepo, ko mi paše, pa ko imam, ne vem, okrog sebe ljudi, ki jih imam rada in ko uživamo in se imamo fajn, ja, kaj zraven, dobra hrana.
Pa dober kozarček vina. Res je. Pa še eno zanimivo temo imava pri tebi, se mi zdi, ker si znana osebnost in potem lahko tudi vzor drugim, si brez težav začela podirati tabuje glede določenih operacij. Že dolgo let nazaj, v bistvu več kot desetletje, si ti omenila, ko si šla na operacijo v nosu in takrat je bilo res polno teme o tem, ne? A je bilo tu? Nekaj je bilo, ena do dve objavi so te glih omenili, ampak vseeno ni bilo med ljudmi, če pogledava, niso to običajne teme, ki so jih toliko let nazaj zvezdniki govorili, ne? Ker veliko ljudi ima take težave in si ali ne upa, ali nima podpore drugih, ker to je nekaj čudnega. Ti pa si normalno spregovorila, tako kot si spregovorila, da imaš botoks, kot je Rebeka Dremelj tudi rekla, ja, nimamo vsi dobrih genov, logičen, da imaš botoks, ne? In je to zdaj normalno. To je pa vsem bilo že malo podiranje tabujev. Mogoče tudi, da si za zgled, da utiraš poti? No ja, jaz nisem nikoli bežala od nekih tem. Jaz sem zelo odprt človek in sprejemam razlike in tako naprej. Vsak ima pa lahko svoje mnenje. Ne? In jaz sem vedno rekla, to je čist res stvar posameznika. Če se ti boljš počutiš, zakaj ne? Estetska kirurgija, vse, kar je s tem, dermatologija in vse, kar je s tem povezano, je šlo to tuk naprej. Jaz sem tudi drugač dosti pogumen človek, ne? Tako da, ko sem si dala prvič botoks, ne, nisem sploh razmišljala, ker sem Francijo Planinšku zaupala. Tudi, ker mi je pač takrat nos popravil, ampak moram povedati, da jaz še zdaj nisem z nosom zadovoljna. Pa tudi, če bi se še enkrat operirala, verjetno ne bi bila. Tako da je pa boljš, no, je boljš kot je bilo. Zdaj sem jaz oprosti gledala malo več v tvoj nos in je zgleda popoln in ne vem, kaj še ga si želiš. Ja, popoln. Ja, ne, ja. Okay. Jaz, če bi narisala, ne bi ti povedala, kakšnega bi jaz smela, ampak nisem se pač rodila takšna in kajčen. Sem se že tudi s tem sprijaznila, ne, da si pač kakršen si. Mogoče za nas lajke zgleda v redu, resno. Vse je v redu. Vse je v redu, ampak res nimam težav se pogovarjati o teh stvareh in mislim, da to res botoks ali pa sej, da je tukaj velik in neinvazivnih tudi recimo tehnik, ne vem, česarkoli, da se recimo koža ohranja mladostna, kolikor se da. Seveda pa jaz nočem niti skrivati svojih let, nikoli nisem skrivala. Tako da jaz mislim, da je važno, da si ti not zadovoljen v sebi in da, evo, da si srečen, no, evo, tako. In običajno te spremlja, ali pa zelo veliko krat je s tabo tudi tvoj mož Frenk, ki si ga danes že omenila. Ne gre brez tega. In videla sta skupaj, sta praznovala že srebrno obletnico poroke. Ja, poglej, na 9 let podlage, ne. Okay. In zdaj je bilo v času korone izredno veliko ločitev, prav odvetniki so rekli, da toliko ne pomnijo. Vama pa je uspelo zakon, kljub temu, da sta izpostavljena, da imata neobičajen urnik, hkrati družino in otroke ohraniti. Mogoče vsem kakšen recept? O tem sem jaz tudi veliko govorila že, ne. Midva sva 25 let skupaj poročena. Prej 9 let smo že potovali po Nemčiji. Midva sva se res zelo spoznala v tem času, ne, in imela tudi prelomnice, ne, ko je prišlo do krize in ko sva jo vedno poskušala rešiti, ker sva vedno še videla skupno pot, ne. In tako da ja, nikoli ni bilo vse s cvetjem posuto, ne, marsikaj so govorili, Nuša pa Frenk, ona dva pa res funkcionirata, ja, ampak koliko je ene energije vložene v to, je pa tudi kar neki, ne. In mogoče sva celo zadnja leta, že pred covidom, že delala bolj na tem, da recimo tisti čas, ko sva skupaj, mi da sva bila vedno ogromno skupaj, ampak sva bila skupaj na odru, ali pa jaz na odru, pa on za mešalno mizo, pa potem, ko smo šli z nastopov in tako naprej, ali sem se sama pelala, ker je on moral še ozvočenje pospravljati, ali sva se skupaj pelala, pa sem jaz že zaspala v avtu in se dejansko nisva velikrat pogovarjala, bom rekla tudi o nama, o družini, o sinovih, ki sta odraščala kar precej brez staršev, ne. Ni bilo enostavno in potem se kar naenkrat zaveš, da zdaj pa je pa treba dati mogoče pa kariero na stranski tir, ne. In je spet težko, ne.
ker živiš od tega, ker je to tvoj poklic. Tako da ja, vse to usklajevati ni bilo enostavno. Ne. In zdaj, v tem času, se mi zdi, da smo celo malo se umirila, vsak po svoje, rad športa si dovoliva, si dava dovolj prostora, ne, in skupaj delava, gradiva naprej, recimo, marsikaj je treba še doma narediti, smo se spravili klet, pospravljati in urejati, pa še kakšne ideje imava, po drugi strani pa razmišljava, wow, sej nima več tako dolgo do penzije, ne? in se zavedaš, da življenje je tako kratko, da je res brez smisla, da recimo si delaš težave nepotrebne, ne? In da je fajn, če znaš skupaj živeti, ne? Tudi to se moraš naučiti. Včasih gre par v penzijo in potem se ločita. Ali pa ne znata skupaj živeti, ker sta bila vedno navajena en na enem koncu, ne. Tako da ja, treba je delati na tem, da se imaš lahko super skupaj, da pustiš drugemu, da je tudi ima svoj čas zase, ne, in ja, da se poskušaš razumeti in si narediti, ne vem, leta, ki prihajajo, lepa, ne, da imaš skupne prijatelje, da funkcioniraš družino, to je zelo pomembno, tudi to smo letos, recimo smo imeli kar izziv, ne, fanta odraščata, ne, vsak gre v svojo smer in moramo razumeti en drugega in se podpirati, no, tako da. Lepe misli, resnične, in za zaključek, ti si večkrat pela tudi v duetih. In danes smo ti pripravili presenečenje, kjer mislim, da se bo najbolj začelo in da ti ga prepustim, da boš nadaljevala to presenečenje, če ti bo šlo, kajti to pesem žene 8 let nista pela skupaj. Čak, a znam še tekst? Gledam te, princesa, vonjam svetov pramen, gladim ti peresa, v tebi iščem plamen, skupaj sva bežala, skupaj zmagovala, jokala, plesala, sanje sva si dala. A kdaj si svoja vrata priprla, topli plamen, ki me grije zastrla. Sama sebi tuja, zora me prebuja, hočeš me zavedno, vztrajaj, če je vredno. Plamen moj razpihaj, k sebi me zanihaj, vrata kar odrini, vabljen si edini. A kdaj sem svoja vrata priprla, topli plamen, ki te grije zastrla. Ampak ko pogledam ti v oči, mi je točno jasno, kdo si ti. Duša moje duše, vir moči, to seveda vem, da spustiti te ne smem. Kajti ko pogledam ti v oči, v njih je vse, v njih sva jaz in ti. Dva planika, ki se ljubita, Skupaj kroživa po skrivni orbiti sveta. Wow. Hvala, Omar. Lepo pozdravljen, mahava na drugo stran našega studia zaradi varnostnih ukrepov, in to zdaj nismo skupaj, ampak dovolj blizu, da se lahko vidimo. Hvala, Omar, super presenečenje in hvala, Andreja. Omar, kako je občutek po tolikih letih, ko sta zapela in po dolgem času, da sta se lahko videla, čeprav s pregradami vmes? Mislim, se v bistvu videva se večkrat, ne, vsako leto parkrat na raznih prireditvah, potem na raznih televizijah in tako in drugače. Res pa je, da tega komada nisva pela po moje že vsaj enih 7-8 let. Ne. Enkrat v Križankah, enkrat pri Marju, seveda v studiu, potem mislim, da še enkrat ali dvakrat, potem pa ne več. Ne.
Ja, in moram reči, da je zelo lepo obujati spomine na tako krasno skladbo. Snemala sva jo v Zagrebu, človeku, ki je napisal skoraj vse hite za nekoga, kot je Toše Projski in še ogromen ostalih Toni hitov. Cetinski. Ja, Toni Cetinski in tako naprej. Miro Buljan. Tako, Miro Buljan je genij, kar se tiče hitmakinga, kar se tiče celega področja Balkana, tako da moram reči, da mi je bilo veliko čast in veselje in seveda v čast in veselje mi je bilo tudi narediti duet z Nušo Drendo. Celo ga ima še v hrvaščini. Ampak ga nisva, sploh ga nisva. Mogoče zdaj, ki je aktualno. Ej, to bi bilo pa mogoče zanimivo. Zakaj pa ne? Res. Je. No, pa Evo ga. Mogoče se je pa Bravo. rodila dobra ideja. Vidim, da imate že ideje, da ste se takoj našla pravo energijo in s to energijo in seveda tudi tvojo pesmi Energy, ne? Vidiš, smo zaključili, spet smo pri energiji. In s tem tudi zaključujemo današnji zajtrk par Andrej. Še enkrat hvala lepa Omarju Naborju in hvala lepa tebi, Nuša Derenda, da si bila gostja z nami. Vam pa želim do prihodnjega zajtrka par Andrej. Srečno!